Dragi otroci, lepo pozdravljeni. Danes prisluhnite zgodbici o iskrenosti. Rebeka je oboževala drobne stvari. Bolj ko so bile majhne, boljše so bile. Njene igračke so bile tako majhne, kakor je to sploh mogoče. Imela je krasnega dinozavrčka, mini vlakce, konjičke, ki niso bili večji od tvojega palca, in medvedke, ki si jih komaj videl. Rebeka je tudi zelo rada iskala drobne zaklade. Na plaži je brskala po pesku, da bi našla najmanjše školjkice. Rožice, ki jih je nabirala, niso bile večje od kril pravljične vile. Imela je celo jajčno lupino kolibrija, ki je najmanjši ptič. In kamorkoli je šla, je Rebeka v žepu nosila nekaj drobnih stvari. Nekega dne je na šolskem igrišču, potem ko je skakala čez kolebnico, delala obrate na drogu. Ko je naredila prvi obrat, je v travi nekaj zagledala. Bila je majhna škatlica z drobnim okencem in še bolj drobnim gumbkom na vrhu. Ni mogla verjeti, kakšno srečo ima. Bil je majhen, drobcen fotoaparat. Pogledala je skozi majhno okence, nato je pritisnila gumbek na vrhu in fotografirala. Ravno tako je bilo, kot je pri čisto pravem fotoaparatu. To je bila gotovo najboljša stvar, kar jih je kdajkoli našla, in bila je njena. Preizkušala ga je na vse načine. Oblaki, recite sir. Pikapolonica, reci sir. Šola, reci sir. Martin, reci sir. Toda Martin ni rekel sir. Martin je rekel: Hej, to je moj fotoaparat. Rebeka se je prestrašila. Ne, ni tvoj, moj je. Vrni mi ga, moj je. Ne, pa ni. Ja, pa je. Ne, ni tvoj, je zavpila Rebeka in stekla nazaj v razred. Kaj se dogaja? Je vprašala učiteljica. Rebeka ima moj fotoaparat. Dobil sem ga za rojstni dan in sem ga izgubil na šolskem igrišču. Toda Rebeka si je tak majhen, drobcen fotoaparat želela najbolj na svetu. Moj je! Jaz sem ga dobila za moj rojstni dan. Ampak, to sploh ni bilo res. Niti malo ni bilo res. Učiteljica je pogledala Martina, pogledal je Rebeko. Ja, to pa je težava. Fotoaparat ne more biti od obeh. Za zdaj ga bom varno shranila v mojem predalniku. Jutri pa se bomo o tem spet pogovorili. Rebekin želodček je bil nemiren še ves dan. Ni se mogla spomniti, koliko je 2 plus 2. Ko je učiteljica brala pravljico, je vsaka beseda takoj poletela skozi okno. Zdelo se ji je, da avtobus do doma pelje neskončno dolgo. Živjo, Rebeka, je rekla mamica. Kako je bilo v šoli? V redu, je nerazločno odgovorila Rebeka. Za večerjo so imeli makarone s sirom, ki jih je Rebeka oboževala, toda tokrat ni mogla jesti. Niti malo ni pojedla. A se ne počutiš dobro? Je vprašal očka. Nisem lačna. Na poti v posteljo je Rebeka komaj zadrževala jok. Kaj je narobe? Je vprašala mamica. In Rebeka je mamici in očku povedala celo zgodbo. In kaj misliš, kaj si storila narobe? Je vprašal očka. Rekla sem, da je fotoaparat moj, toda to ni res. Vse bo še v redu. Naredila si napako in jutri jo lahko popraviš. Mislim, da te bosta učiteljica in Martin razumela. Toda naslednje jutro je Rebeka komaj da kaj pojedla. Mogoče učiteljica ne bo razumela, mogoče bo morala Rebeka za kazen sedeti v kotu, mogoče se Martin nikoli več ne bo pogovarjal z njo. Mogoče se nihče ne bo nikoli več pogovarjal z njo.
niti ene same majhne, drobcene besede. Šolski zvonec je skoraj že zazvonil, Rebeka je globoko vdihnila in se odpravila prek učilnice, da bi prišla do učiteljičine mize. Zdelo se ji je, da je miza tako zelo daleč. Dobro jutro, Rebeka, je rekla učiteljica. Nekaj vam moram povedati. Fotoaparat ni moj, nisem ga dobila za rojstni dan. Našla sem ga na igrišču. Učiteljica je ni poslala stati v kot. Sploh ni bila videti jezna. Namesto tega je Rebeko objela in jo poljubila na glavo. Hvala, ker si povedala po resnici. Zato si gotovo potrebovala veliko poguma. Martin, zelo mi je žal. Je že v redu, je rekel Martin. Kar naenkrat Rebekin želodček ni bil več nemiren. Na poti nazaj proti svoji klopi je celo rahlo veselo poskakovala. Pri matematiki je pravilno izračunala, koliko je 3 plus 7. Po kosilu je učiteljica prebrala najbolj smešno zgodbo, kar jih je Rebeka kdajkoli slišala. In na poti domov se ji je zdelo, da je bila vožnja z avtobusom zelo kratka. Takrat je Rebeka ugotovila, da fotoaparata ne pogreša, niti malo.